Naši umetniki pred mikrofonom. Mira Mihelič, te dni mineva 40 let od njene smrti, je bila ena najpomembnejših slovenskih prevajalk. Med drugim je prevedla dela Scotta, Dickensa, Manna in Sartra, napisala je vrsto romanov, nekateri so zgodovinski, drugi umeščeni v meščansko okolje. Pisala je tudi za otroke. Zelo pomembno je bilo njeno delovanje v mednarodnem PEN. Leta 1980, 5 let pred smrtjo, je v svojem življenju o radostih in ovirah, ki jih je postavljeno na pot, pripovedovala za naš radio. Rojena sem bila v Splitu, oče je bil Slovenec, mati Hrvatica in povedati moram, da do svojega 6. leta sploh nisem znala govoriti slovenski. Takrat sem prišla k stari materi v Trbovlje kot otrok ločenih staršev, kar je gotovo vtisnilo pečat mojemu poznejšemu življenju, značaju in delu. Danes beremo, kako otroci iz razdrtih zakonov bežijo na ulico, v kriminal, v narkomanijo. Jaz sem iz svoje otroške stiske našla izhod v literaturo. Toda ali človek piše zato, da bi reševal samega sebe, ali pa zato, da bi drugim posredoval neko spoznanje, ki si ga je pridobil z opazovanjem in razmišljanjem? Mislim, da je oboje res. Čeprav se tega, ko začneš pisati, niti ne zavedaš. Po končani osnovni šoli sem končno prišla v Ljubljano, ki je postala moje ljubljeno mesto. Zmeraj sem bila otrok mesta, zakaj tista 4 leta na deželi. In zgornja vas Trbovlje je imela takrat še lastnosti kmečkega ambienta, tako rekoč ne štejejo. Vendar pa sem v tistem času doživljala obdobje, ki je bilo pomembno za moj poznejši razvoj. Naučila sem se brati in pisati in se lotila svojih prvih literarnih poskusov, če temu lahko tako rečem. Seveda mnogi otroci pišejo v prvih razredih osnovne šole povestice, mnogi lepo rišejo, igrajo na klavir ali na druga glasbila, da na vse to pozneje pozabijo in postanejo vse kaj drugega kot umetniki. Večina otrok pa sanja, kaj vse jih čaka imenitnega, ko bodo odrasli. Morda sem že takrat sanjala tudi jaz, da bom nekoč pisateljica in bom napisala tako čudovite stvari, kakor so bile zgodbe, ki sem jih vsak dan pohlepno brala. Mislim, da je značilno skoraj za vsakogar, ki pozneje ubere pisateljsko pot, da je v otroških in mladih letih nenasitno bral, zakaj branje je skoraj tako kot pisanje, poustvarjanje domišljiškega sveta, ki je v takšnem mladem človeku zmeraj zelo razvit. Prva knjiga, ki sem jo prebrala, je bil Levstikov Martin Krpan s Smrekarjevimi ilustracijami. Ostala mi je nepozabna v spominu, saj sem jo prebrala spet in spet, kakor je značilno za otroka, da se k priljubljeni knjigi vrača večkrat, nikar da bi odložil in pozabil, kakor delajo odrasli. Takrat sem napisala, ali si pravzaprav bolj izmislila, kakor napisala, ker pisati nisem znala še dovolj dobro, nekakšno dramo, ki smo jo otroci uprizorili na improviziranem odru. Kar sem pozneje opisala, seveda nekoliko spremenjeno, v mladinski knjigi Pridi, mili moj Ariel. To je bila prva postaja na moji poznejši poklicni poti, toda po tistem je minilo skoraj 20 let, da sem spet prijela za pero, ali bolje povedano, sedla k pisalnemu stroju in napisala roman Obraz v zrcalu, ki je pred 2 letoma znova izšel v malo predelani obliki pri Mladinski knjigi. To je bilo mimogrede povedano že dolgo moja želja, da sem lahko popravila nekatere začetniške napake v tem delu, ki pa je že takrat, ko je šlo marca leta 1941, in tudi zdaj v novi obliki našlo dovolj naklonjenih bralcev. O sebi je težko govoriti, čeprav pisatelj tudi kadar piše o izmišljenih osebah,
govori o sebi in v bolj ali manj šifrirani obliki izdaja bralcu lastne poglede in probleme. Ljudje imamo neprijetno lastnost, da se upravičeno ali ne smilimo sami sebi in zaradi tega večkrat s pretirano bridkostjo doživljamo svoje tegobe in tako rekoč poveličujemo lastno nesrečo. Pisatelj pa mora iz svoje stiske najti razumevanje za stisko drugih in kakor prenaša svoja doživetja v doživljajsko območje svojih oseb, tako črpa iz usode drugih snov za lastna, včasih najintimnejša spoznanja. Tako je zmeraj sam svoj in hkrati ni nikoli več čisto svoj. Seveda pa je v literaturi vsebina tesno povezana z obliko in vprašanje, ali je pisatelj rešil ta problem, tisto večno vprašanje, kako, je prav tako važno, kakor duhovno sporočilo, ki je v vsakem umetniškem delu. Žal, jaz nisem nikoli imela vtisa, da sem ta problem zadovoljivo rešila. Včasih sem se sicer po končanem delu za kratek čas predajala nekakšnemu navdušenju, toda potem me je pričel moj obraz v zrcalu gledati s precej ironičnim smehljajem, odkimal mi je: ne še, ne še. Nekoč mi je Ivo Andrić napisal kot posvetilo v svojo travniško kroniko Ars longa vita brevis. Umetnost je dolga, življenje pa kratko. Ali naj rečem, uboga Mira, dolgo se trudiš, toda ali ni zdaj že prepozno? Prijatelji so mi očitali, in morda sem to večkrat očitala tudi sama sebi, da sem v nekem obdobju svojega življenja opravljala veliko, preveč javnih funkcij v društvenem in družbenem življenju in tako zamujala čas, ko bi bila morala najbolj intenzivno pisati. Bila sem predsednica Društva slovenskih pisateljev, nato predsednica Slovenskega Pena in sem še zdaj mednarodna podpredsednica Pena. Bila sem nekaj časa tudi poslanka v zvezni skupščini in sem delala v raznih odborih. Hkrati pa pisala in prevajala. Morda bi me kdo zaradi tega utegnil imeti za častihlepno, ker sem sprejela vse te funkcije. Toda bolj otepala sem se jih, kakor jih želela. Res pa je tudi, da so me marsičesa naučile, kar ni bilo v škodo mojemu pisateljskemu delu. Med drugim tudi tega, da se ne bojim več nastopati javno. Zakaj, verjemite ali ne, po naravi sem zadržana in celo plaha, čeprav se trudim, da tega ne bi pokazala. Po maturi na Poljanski gimnaziji v Ljubljani sem študirala pravo, kar je bilo zame pomota in študija nisem končala, pač pa sem se poročila zelo mlada in rodili so se otroci. To je izpolnilo moje življenje, vendar ne dovolj. Vrnila sem se k pribežališču svojih otroških let, k pisanju in moj prvi roman, ki sem ga že omenila, je šel tik pred vojno. Poklicna pisateljica pa sem postala šele po vojni. Doživetja v okupirani Ljubljani, v Ječi in taborišču, sem izrazila v 3 dramah, med katerimi mi je Svet brez sovraštva še danes najbolj pri srcu, kljub nekaterim dramaturškim slabostim. Ker vsebuje spoznanje, ki mi je kakor luč razsvetlilo tiste najbolj mračne dni mojega življenja. Nato sem še napisala Ogenj in pepel in Operacijo, obe deli bi lahko imenovala drami osveščanja. Prav tako nekaj novel v tistem času. Znana stvar je, da slovenski pisatelj ne more, razen nekaterih redkih primerih, živeti izključno od svojih pisateljskih honorarjev, torej mora v službo ali prevajati. Jaz sem se odločila za to drugo možnost in tako se kopiči danes na mojih knjižnih policah kakih 50 knjig, ki sem jih prevedla iz francoščine, angleščine in nemščine. Če nič drugega, mi je moj oče zapustil znanje tujih jezikov.
Kakih 8 mesecev na leto sem opravljala to tlako in včasih škripala zobmi, ko sem se ob 5. zjutraj sklanjala nad pisalni stroj s kakim debelim Dickensom, ki ga sicer ljubim, ob svoji strani in prenašala v slovenščino vrsto za vrsto, besedo za besedo, da sem si prislužila nagrado. 4 mesece časa za lastno delo. Kdor ni sam bil prevajalec, si ne more predstavljati, kako naporno in odgovorno delo je to. Pa tudi to je zdaj za mano. Da sem začela pisati svojo meščansko kroniko po romanu April, ki je še spomin na vojne čase. To je 6 romanov, ki so posneje šli pod skupnim naslovom Plamen ali dim, Mladi mesec, Dolga noč stare gospe, Ogenj in pepel, Hiša večera, Mavrica nad mestom, Stolpnica osamelih žensk. Je bilo zame nujno, kot obračun z lastno dediščino, saj izviram iz meščanske družine. Pobudo za to pa mi je dal tudi moj dobri prijatelj in mentor Juš Kozak, ki sem ga zelo cenila kot pisatelja in človeka. Marsikdaj je bil tudi kritičen do mojega dela, toda zmeraj tako, da mi ni jemal poguma, temveč da me je spodbujal. Takšnih kritikov je malo, eden teh redkih je bil tudi Mitja Mejak. Oba, Juš in Mitja, tako daleč vsak sebi po letih, sta se že poslovila od življenja. Zelo pogrešam tudi ljubega prijatelja Ceneta Vipotnika. Večina mojih romanov je šla pri Cankarjevi založbi, ko je bil on glavni urednik, in dolgi pogovori z njim o mojem delu in literaturi nasploh so bili zame nekaj izredno dragocenega. Tako postaja človek čedalje bolj sam. Pisatelji bežijo iz hrupa v samoto, da lahko pišejo v popolni tišini. Jaz pa najlažje pišem v svoji delovni sobici na Aškerčevi ulici, za staro pisalno mizo, ki skoraj že razpada, sredi potemnelih slik in lesenih svetnikov, tako krhkih in minljivih, kot smo ljudje. Kar zadeva hrup, ga ni nikjer v Ljubljani toliko, kakor prav na Aškerčevi, ki je postala, ker nismo bili sposobni zgraditi južno obvoznico okrog mesta, glavna prometna žila med zahodom in vzhodom. Dan za dnem, noč za nočjo, uro za uro se tot valijo reke težkih kamionov, ki zastrupljajo zrak in stresajo hišo s pravcatimi potresnimi sunki. Ne upam si verjeti, da bom jaz še doživela izboljšanje tega stanja. Zakaj se ne izseliš, me vprašujejo. Toda to je moj dom, že od otroških let moja ulica. Nikamor ne morem, nikamor ne pojdem, razen tedaj, ko me bodo odnesli. Vsako kolo življenja, ki se vrti, ima v svoji sredi mirujočo os. Najti jo med dranjem in obračanjem se zmeraj ne posreči. Toda ti veš, da je tukaj in da jo lahko najdeš. V osi je koncentracija, ki te napravi neobčutljivega za vdore zunanjega sveta. Čemu torej bežati in kam? Kvečemo v glasbo. Imam veliko diskoteko in kadar postane le prehudo, preglasijo v sobi s spuščenimi zavesami, zvoki Mozarta, Bacha ali Händla, barbarski trušč pred hišo. Da, tisti tako imenovani navdih. To je le v začetku. Vsaj 3/4 pisateljskega dela pa se stoji iz znanja, garanja in trpljenja, sej iz trpljenja. Tako da pisanje ni noben užitek, kakor sem mislila nekoč tudi jaz, kot nadebudna začetnica. Ko odtrpiš svoje delo za pisalno mizo, seveda trpljenja še ni konec, nadaljuje se v soočenju z bralci in kritiki in z lastnimi dvomi. To zveni skoraj tako, kakor bi hotela reči, oprostite mi, da pišem. Tako hudo pa ni.
Pisanje prinaša tudi veselje in upanje. Naj je ta dejavnost še tako donkihotska. Zmeraj me je tudi veselilo pisati za otroke. To je bila čista sprostitev. Čeprav nisem napisala veliko mladinske literature, le 3 knjige, 4-letni časi, Puhek in Pridi mili moj Ariel, kar je malo v primeri število mojih romanov, ki jih je kar 10. Povedala sem že, da sem otrok mesta, se pravi mesta Ljubljane. Večji del moje meščanske kronike se dogaja tukaj. Prav tako sem zajela snov za svoje drame in 3 poznejše komedije iz ljubljanskega ambienta. In zdaj, ali ne rečem tik pred koncem, sem se lotila še nekakšne zgodovinske trilogije Ljubljane. Prvi del, Tujec Zemoni, je že izšel. To je seveda Tujec v rimski Ljubljani. Drugi del, Cesta 2 cesarjev, v katerem opisujem Ljubljano za kongresa Svete alianse leta 1821 pod Habsburško vladavino, pravkar končujem. Tretji del, Podobo sodobne Ljubljane, imam šele v načrtu. Dobro imeti načrte. Dokler jih imaš, ni treba, da bi se poslovil od življenja, ali vsaj ne od literature. Tako je o svojem življenju in delu leta 1980 pripovedovala prevajalka in pisateljica Mira Mihelič.